Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v pogovorni oddaji Sejemski stol iz studia televizije AS tukaj na sejmu Agra. V moji družbi danes pozdravljam gospoda direktorja Štefana Pavlinjeka, podjetja Roto, vodjo podjetja, ki že več kot 70 let piše uspešno poslovno zgodbo, tako doma kot tudi v tujini. Gospod Štefan Pavlinjek, lepo pozdravljeni v naši družbi. Sejem Agra je pomembno svetišče nekako novih tehnologij, kmetijskih tehnologij, inovacij in pa tudi svetišče podjetij. Kaj za podjetje Roto, torej skupino Roto, pomeni prisotnost na sejmu? Lep pozdrav vsem in seveda z moje strani. Moram povedati, da delamo z 66 državami, skoraj na vseh kontinentih, ampak domači trg je tisti, na katerem so začeli in nikdar ne zanemarjamo. Vse krize, ki so bile skozi našo, lahko rečem, 50-letno zgodovino podjetja Roto, smo preživeli z domačimi tržišči, z domačimi kupci in temu tudi dajemo danes ogromen poudarek, ker domači kupec nikdar ne zati. Če je kriza, nekaj najde, že pa nekaj kupi, dočim zunaj, če je kriza, najprej odpovejo določene dobavitelje in vse skupaj zmanjšajo, kar pa je lahko tudi za podjetje usodno. Lahko rečem, da smo zelo ponosni, da smo že praktično od začetka sejma na tem prostoru in da razstavljamo vsako leto, vedno pokažemo nekaj novega in seveda tudi domače kupce drugače tretiramo oziroma tudi vabimo na kakšen kozarec mošta novega in kakšen špricar, tako da naj to prijateljstvo oziroma te vezi za domačo pokrajino tudi ostanejo. Zdaj, če omeniva sejem Agra, torej kako pomembni so tovrstni dogodki za vaše uspešno podjetje, za predstavitev vaših izdelkov in srečanja seveda tudi z partnerji? Tu sta dve stvari. Eno so res predstavitev novih izdelkov, ker danes je naloga podjetja, da predstavi nove stvari, potem pa tržne te verige, kjer se potem distribuira in prodaja. Po drugi strani pa na sejem Agra pride ogromno naših partnerov iz Srbije, iz Makedonije, iz bivših držav Slovenije in seveda pridejo k nam tudi srečati se z nami, tudi kakšen domače jed pojesti in seveda tudi predebatirati o planih, ki planirajo tudi naslednje leto. Moram povedati, da mi skoraj tretjino proizvodov prodamo na jug, ker smo tam bili prisotni že pred osamosvojitvijo in seveda danes pa še bolj, ker delamo v Srbiji z tistih, ki delajo avtoceste, delamo v Črni Gori tudi na avtocestah, zdaj delamo v Beograd Podgorica na tej avtocesti, lovilce maščobe, kanalizacijske sisteme, odvodnjavanje in seveda tudi v Makedoniji imamo zelo dobro tovarno in zelo dobro delamo. Tudi v projektih, zdaj delamo cesto na cesti Skopje-Ohridsko jezero, tako da je to skupaj z kitajskimi izvajalci, smo dobro zapisani, to nam je veliki del tudi posla. Zato je tudi ta sejem po drugi strani kmetijskih branž, ker Srbija je kmetijska dežela, delamo za škropilnice, razne dele za kmetijske stroje in to je srečanje naših strank, seveda povabimo vsem in tako dobimo tudi zaupanje za naprej. Podjetje Roto ima tudi dolgo tradicijo nekako. Kako ste se skozi desetletja prilagajali novim tržnim razmeram in pa seveda tudi tehnologije? Mi smo rasli v bistvu iz garaže do multinacionalke in vedno se moraš obrniti z vetrom, ni proti vetru. In smo se pač prilagajali tudi z sortimanom, smo se prilagajali tudi z cenami, z tržišči, tako da danes smo praktično na tržišču, na globalnem trgu zelo znani. Zdaj delamo za Ferretti, Pershing, Asimo, za Krone, za HTM, potem za Rosenbauer. To so znani proizvajalci raznih strojev, opreme in seveda mi smo tudi dobro zapisani tam, ker delamo že, v bistvu smo mi pokupili prejšnje konkurence in s tem so dobili tudi kupce. Tako da trdo delo je na globalnem trgu, ampak vse enkrat sprejeti, pa si korak pred konkurenco, seveda z slovensko pametjo in slovenskim pridnimi rokami, to ni problem, ker te odkrijejo kot partnera, ne pa kot dobavitelja.
ker kot partner razvijaš skupaj z njimi, se prilagajaš, tudi za ceno prilagajaš in to so dolgoročne vezi. Torej, Roto velja tudi za enega tehnološko najnaprednejših proizvajalcev izdelkov iz polimerov. Katere inovacije trenutno predstavljate na današnjem sejmu? No, v glavnem imamo kar nekaj vzporednih verig, ki delamo. Letos smo močno zagnali proizvodnjo čolnov. To so čolni 4,5, 5,5 pa 7 metrov dolge. To je tudi cenovno koliko toliko dosegljivo večji masi ljudi in seveda tudi na globalnem vse okrog 1000 čolnov na leto napravimo in prodamo po celem svetu. To je ena veja, ta druga veja, ko je pa na kmetijskem sejmu, to so pa razne tudi čistilne naprave za hiše, za kmetije in za vikende, za gostinske obrate, pa tudi večje. Na tem področju to smo ene od vodilnih po tehnologiji, tudi čiščenje vod, industrijski vod imamo in seveda tudi letos je ena od novosti, napravili smo zemljanko, zakopaš noter rezervar, seveda temperatura je tam 12 stopinj in lahko živila shranjuješ noter, tako da ni treba posebnega hlajenja, ampak je čista klasična zemljanka. To je ena od novosti. Seveda novosti imamo tudi pri raznih izdelkih, ki jih prodajemo in moram vedeti, da ta trg dobro deluje in da smo ponosni na vsaki razvoj novega izdelka. Mi nekako zelo močen imamo razvoj orodjarstva in sledimo trendom oziroma potrebam, ki se pojavljajo, seveda tudi cenovno stvari prilagodimo. Tako da od vseh 4000 izdelkov, ki imamo v 8 tovarnah okrog po Evropi, vsak ponujam nekaj drugega svojega, tam, ki je tržišče najbolj potrebno oziroma poželjša določen artikel. Torej, kot ste prej omenili, v 8 tovarnah, torej po Evropi ste prisotni. Torej, kako pomembna je ta internacionalizacija za uspeh vašega podjetja? Zelo pomembna, ker slovenski trg je mali. Mi zaposlujemo 600 ljudi v vseh tovarnah in seveda vsako področje ima svojo tudi, ne bi rekel kulturo, ampak svojo potrebo. In če recimo v Franciji grejo ene tipe čistilnih naprav, v Nemčiji smo malo na višjem nivoju, na Balkanu, v Turčiji, v Grčiji ena druga varianta, ne samo čiščenja vod, ampak tudi ogromno še prodamo raznih drugih posod, potem to v glavnem delamo v Makedoniji. Tudi je važno tako, recimo makedonska cena je tretjino manjša, cena dela tretjino manjša od slovenske in če na tem trgu hočeš delati, moraš tam proizvajati tudi za tisto ceno in s tisto ceno tudi prodajati. Zaposlujete več kot 600 sodelavcev, torej kaj vam pomeni dobra ekipa in kako privabljate torej mlade kadre k vašemu podjetju? Jaz vedno rečem, da išči srečo in kariero doma. Ni res, da imaš ti boljšo pozicijo nekje v tujini. Tujini si vedno tujec in do ene 5., 6. stopnje te pustijo, naprej je razvideno svoje. Mi vidimo, da se dosti ljudi vrača iz tujine k nam, ker so nekako siti tistega dela v tujini, pa tudi mogoče hočejo si ustaliti dom. Plače so približno enake, razen, recimo vzamemo Avstrijo, je plača neto 300 evrov večja od naše, ampak Avstrijec plača toliko manj prispevkov. Tako da bruto plača je z Avstrijci enaka. Mi dobro plačamo ljudi, radi dobro plačamo ljudi, seveda zahvalo tega, ker imamo dobre cene in dobre artikle in gledamo, da naši ljudje so srečni in ponosni na Roto, ponosni, da v tem delu Evrope se izdelujejo špica izdelki in smo za konkurenci tako po tehnologiji, kot tudi po produktivnosti in tudi po komercialnem delu. Na koncu najnega pogovora še omeniva vaše načrte, torej načrte podjetja Roto. Se obetajo kakšni novi trgi ali pa novi izdelki? Ja, decembra odpiramo novo tovarno čolnov v Keniji. V Keniji smo zašli zato, ker Kenija prepovedali so sekanje lesa za čolne. Mi smo prišli z novim tipom, že je praktično na trgu. Čoln, isti kot je bil lesene in seveda tam imamo tudi perspektivo, ker nam gre na roko kenijska zakonodaja. Poleg tega pa Kenija
rabi dosti rezervarov za vodo in to, in praktično to bomo tam delali in tudi seveda tam prodajali po tem afriškem delu. Afrika ima drugače zakonodaje, ima pa tudi drugače navade in seveda tudi druge potrebe. Jaz mislim, da bo firma v Keniji uspešna, saj tudi partnerji, ki jih imamo, so Indijci, niso Kenijci, ki so pa dobri biznismeni in seveda tudi tržišče poznajo. Tako da na druga tržišča gremo agresivno, delamo z tega tudi s Kanado, Amerika se nam malo protipostavlja, ampak vedno je pa tudi azijski trg in skandinavski trg, ki se pa razvija. Tako da mislim, da imamo takšen spekter izdelkov, različnih branžah, tako da nam tudi bilo kakšna kriza ne pride do živega. In želim, da te ljudi, ki jih zaposlujejo, so zadovoljni in ponosni na slovenskega proizvajalca. Saj smo v Sloveniji prodali vse, kar smo imeli pametnega, mi pa smo privatna firma v lasti družine Pavlinjek in želim, da se dokažemo, da smo Slovenci sposobni parirati, ne da treba firmo najprej prodati in potem čakati, kaj bo gospod povedal. Gospod Štefan Pavlinjek, direktor skupine Roto, hvala vam za vaš obisk v našem sejemskem studiu. Želim vam še uspešno pot vašega podjetja še naprej. Hvala tudi vam.